Zaščitene živalske in rastlinske vrste. Konvencija CITES. Pri trgovanju z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki so zaščitene z mednarodno konvencijo CITES, veljajo stroge omejitve. Vsako zaščiteno žival, rastlino ali izdelek iz njih morajo spremljati dokumenti, ki so predpisani s konvencijo CITES in evropskimi ter nacionalnimi predpisi. Dokumenti so potrebni za žive ali mrtve živali in rastline ter njihove dele in izdelke iz njih, in sicer tako pri uvozu kot izvozu. V Sloveniji je za izdajanje teh dovoljenj pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje. V določenih primerih predpisana dovoljenja za uvoz in izvoz CITES osebkov niso potrebna. Ena takšnih olajšav velja tudi v potniškem prometu pri prenosu blaga za osebne oziroma gospodinjske potrebe, kjer dovoljenje za uvoz oziroma izvoz ni potrebno v primeru. Do največ 125 gramov kaviarja jesetrovk na osebo v posodah, ki so označene v skladu s predpisi. Do 3 ropotul iz kaktej na osebo. Do 4 mrtvih obdelanih osebkov krokodilov na osebo, razen mesa in lovskih trofej. Do 3 lupin polžev vrste Strombus gigas na osebo. Do 4 mrtvih osebkov morskih konjičkov na osebo. Do 3 lupin školjk velikank na osebo, ki skupaj ne presegajo 3 kilogramov, pri čemer je osebek lahko ena neodprta lupina ali 2 pripadajoči lupini. Osebkov iz agarskega lesa, do 1 kilograma lesnih sekancev, 24 mililitrov olja in 2 nizov lesenih kroglic ali molilnih kroglic ali 2 ogrlic ali zapestnic na osebo. Ukrepi carinskega organa. Carinski organi preverjajo, ali pošiljke z osebki zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ob vnosu v Evropsko unijo, pri izvozu ali ponovnem izvozu iz EU in pri tranzitu preko ozemlja EU spremljajo ustrezna dovoljenja. Osebke zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst, ki jih ne spremljajo predpisana dovoljenja, carinski organi zasežejo. Zoper kršitelja pa lahko sprožijo tudi prekrškovni ali kazenski postopek. Ali ste vedeli? Pri prehodu čez mesto carinske kontrole morate osebke zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst obvezno prijaviti. Na mejnih prehodih z ločenima rdečim in zelenim prehodoma, na primer na letališčih, pa morate iti čez rdeči prehod. Blago za prijavo. Kadar ste v dvomu, ali ste blago dolžni prijaviti, je priporočljivo carinskim organom prijaviti vse blago, ki ga prinašate s seboj.